Koliko je škodljiv ta dohodninski zakon, se jasno vidi te dni, ko imamo stavko medicinskih sester in drugih v javnem sektorju. Za njih se ne najde denarja, hkrati pa vlada očitno ima denar, da bo kar za 800 milijonov evrov znižala prihodke v proračun. Da ponazorim, kaj pomeni 800 milijonov evrov za proračun, to je toliko, kolikor na leto stane celotno osnovno šolstvo. Se pravi, če bi bila vlada fair, bi ljudem na referendumu postavila naslednje vprašanje. Ali ste za to, da za par 10 evrov višjo neto plačo odslej vsi osnovno šolstvo plačujemo z lastnega žepa? To bi bilo korektno vprašanje. Ker 800 milijonov evrov, kolikor jih bomo izgubili s tem zakonom, je znesek, kolikor stane osnovno šolstvo vsako leto. Ker pa seveda vemo, da desnica ne bo igrala fair playa, da ob začetku volilne kampanje ne zna ponuditi prav nobene vizije za prihodnost, bodo demagoško zapeljali to kampanjo, da bodo ljudi vprašali, ali si želite višjih plač. Ja, seveda, vsi si želimo višjih plač, ampak na ta način plače ne bodo nič višje, bomo pa imeli precej osiromašen proračun, kjer bomo morali začeti plačevati neke stvari iz žepa. Zdaj mi to zahtevo za referendum umikamo, ker nočemo dati desnici tega veselja, da si bo na tem gradila kampanjo. Napovedujem pa, da bomo ta dohodninski zakon v primeru ugodnega rezultata na volitvah, na kar računamo, seveda takoj popravili.